Posebno varnostne organizacije, ki imajo tudi licenco za opravljanje varovanja oseb, nimajo samo te licence, ampak imajo tudi druge licence, kar pomeni, da je to občasen poklic. Varnostnik in telesni stražar vselej nosita orožje in v kakih primerih nosita orožje? Varnostnik ne nosi vselej orožja. Za delo varnostnika je nekako predvideno orožje kot dodatek za svojo lastno varnost v tistih delih, kjer opravlja posebno nevaren poklic. Ta dela so prevoz denarja, dragocenosti. To delo je upravljanje intervencije. Mislim pa, da drugih takih del ni. Pri tem imajo običajno varnostniki tudi varnostno orožje. Varnostnik telesni stražar opravlja zelo nevarno delo in je vedno oborožen. Goran, kot varnostnik, delaš v zgradbi, kakšne obveznosti imaš? Imamo, rečemo, pristopno kontrolo, se pravi pristop zaposlenih, obiskovalcev, strank, izvajamo obhode po objektu, naprimer preventiva proti požaru, kaznivim dejanjem, drugim škodljivim dogodkom. Imaš tudi obhode? Ja, po stavbi, okoli stavbe, naprimer, ko zaključimo s svojim delom, ker ponoči je stavba tehnično varovana, pregledamo cel objekt, če vse tako, kot mora biti. Tudi moraš poznati alarmne sisteme pa kamere? Tudi ja, v času svoje službe, naprimer, imamo požarno centralo, katero moramo znati rokovati z njo, v nočnem času pa je za to namenjena intervencija, ki intervenira na objekt ob raznih nepredvidljivih dogodkih. Recimo, če bi bil v stavbi požar, poznaš tudi kakšne gasilske postopke? V usposabljanju imamo naprimer tečaj za pogasitev začetnih požarov, moram tudi zagotoviti pristop gasilcem, da se zaposleni in stranke umaknejo iz objekta varno po evakuacijskih poteh. Potem, če je potrebno nuditi prvo pomoč, osnovne prve pomoči ali oživljanja, tudi moramo poznati. Pri podjetju, pri katerem si zaposlen, recimo eno tak posel, bomo rekli, kako se pripravi načrt, recimo? Stranka pokliče, pove, da potrebuje telesnega stražarja, z vodjo tima se gremo, pogovorimo s stranko, pripravimo načrt varovanja, potem pa se pristopi k varovanju. Koliko vas pa varuje? Recimo tako eno preprosto varovanje, prevozi z avtomobilom? Kot telesni stražar težimo temu, da smo minimalno dva, se pravi voznik in varnostnik. Po možnosti, zdaj podvisno stopnje ogroženosti, nas je pa lahko zna biti tudi več. Tukaj imamo par pripomočkov. Tukaj so določene sredstva, ki jih uporabljamo varnostniki pri svojem delu, naprimer zaščitni jopič, čelada, opasač z tokom za pištolo, radijska postaja, tele, naprimer manjša svetilka, uporabljamo tudi večje svetilke Maglite. Zdaj, naprimer, čelada se uporablja pri javnih zbiranjih na nekih bolj ogroženih tekmah ali pri prevozu gotovine, kjer se uporablja tudi zaščitni jopič, opasač s tokom za orožje. Varnostnik telesni stražar je oseba, ki prevzame skrb za varnost tretje osebe. To so fantje in dekleta, ki s svojim življenjem skrbijo za varnost, življenje, premoženje svoje varovane osebe. Do tega poklica lahko pridemo pri pravnih subjektih, katerim je Ministrstvo za notranje zadeve podelilo pooblastilo za izobraževanje. Po uspešno zaključenem izobraževanju in pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji varnostnik telesni stražar se taka oseba mora zaposliti v pravnem subjektu, ki poseduje veljavno licenco za varovanje oseb, ter tako pridobi službeno izkaznico varnostnik telesni stražar in šele nato lahko zakonito opravlja svoje delo. Po tovrstnih uslugah je povpraševanja vedno več, zato menimo, da je to eden izmed bolj perspektivnih poklicev.